poletnih dormitorskih kucljev nazaj na domače, ki pa so na začetku oktobra že skoraj zimski. Flis zdaj ne sme manjkati, vsaj v nahrbtniku tudi rokavice ter kapa. Če ste zamudili moje pohodniške avanture iz Črne Gore, le pobrskajte po kanalu in poiščite. 3 videe sem objavil. Naredil sem 2 res fantastični turi, pa še vreme sem imel kičasto vse 4 dni. Letos takšnega v slovenskih gorah ni bilo, vsaj ne, ko sem šel jaz na kakšno turo. No, bo pa očitno danes. Obed je dober, ampak da se ne bom prehitro veselil. Sem na Soriški planini, kjer sem lani jeseni naredil eno fantastično turo, krožno turo po vseh vrhovih nad smučiščem. No, danes grem v nasprotno smer proti vzhodu do Ratiteljca. Ja, tam smo že vsi bili, ampak običajno gremo iz Prtovča nad Železniki. Tale pot pa mislim, da je precej bolj samotna. Torej do najplaninske koče letošnjega leta, ki je še, če se ne motim, odprta. Po uri hoje so se mi odprli tudi prvi razgledi proti Lajnarju, zadaj se vidi Črna prst, pa seveda Porezen in glej ga, tamle je tudi Triglav. Na začetku gre pot po gozdni cesti, nato po lepi poti skozi tak gobarski gozd. Ko je sezona, tule zagotovo rastejo tudi jurčki, zdajle so samo še mušnice. Tule je prvi malo bolj izrazit vrh na tejle turi, Kačji rob, dobrih 1500 metrov nadmorske višine. Za mano so 4,5 km in 250 višincev, je res tak zelo zmeren vzpon. Tak bo tudi v nadaljevanju po tem grebenu proti Ratiteljcu. Zadnji del poti je najlepši, tu čez Kremant po tem razglednem grebenu s pogledom na Triglav. Ja, še lepše bo, ko se bom vračal. Ratiteljec je res izvrsten razglednik, čeprav te najvišji hribi niso najbližje, ampak se vidi do Kamniških Alp, do Grintavca, na Karavanke. Tamle je stal in seveda Julijci, vse od Triglava do Črne prsti. Za mano je 8 km vzpona, nekaj manj kot 500 višincev. Tole je Altenmauer, najvišji vrh Ratiteljca. Čeprav ponavadi, ko gremo z druge strani iz Prtovča, gremo samo do Koče in na Gladki vrh, ampak Gladki vrh je nekaj metrov nižji. Doslej sem potreboval 2,5 ure, pa nisem nekaj hitel. Seveda pa bom zdaj skočil še do Koče, še kakšnih 20 metrov naprej. Vemo na kaj? Na Flancate. Recimo od 100 do 500, 600, različno. Ponavadi je tam od 300 do 400 so take lepe nedele. Pa kdaj se to začelo? To je že od nekdaj? Ne, ni od nekdaj. Jaz sem začela tako, ker tukaj imamo tudi dežurstvo, da pridejo nam pomagati za vikende, in sem jaz en skupin pomagala za vikende, pa je bila zelo lepa avgustovska nedela.
Pa so že na soboto, imate kaj sladkega. Pa jaz sem rekla, ja, jaz flancate znam narediti, če imamo vse, kar rabimo. In takrat smo začeli, sam pa sem to delali, sam na lepe nedele, med delom kam nič, pa to se je parijel in ko ljudi kupujemo, delamo. Ne? Okrog 40 nas je. Ja. Pa zdaj so te 4 skrbniške ekipe, pa imamo letos imamo odprto je bilo odprto od konca maja pa do 20. oktobra je skozi odprt. Ne glede na vreme je vse vikende. Naprimer za nov let je ponovadi pa je tudi na 14 dni, pa za 1. maj je na 14 dni. Sorška je zame najlepša pot. To je skozi grebenska pot, pa iz Pečane, iz Kloma, iz Dražgoš, se imamo veliko teh poti, no. Tako da se da iz veliko koncev. Ni treba sam iz Partovča. Kdor nima rad, da je veliko ljudi, ne eno tako pot zbere. Se kar strinjam z oskrbnico Krekove koče, da je tole najlepša pot na Ratitavec, ni zahtevna, pa še zelo razgledna. Več kot polovico poti nazaj imaš pred sabo celotno pogorje Julijskih Alp. Res vrhunsko, je pa kar dolga. Zdaj se bližam izhodišču, pa sem naredil že skoraj 18 km. Višincev pa 650, ja, strmine ni posebne, nekaj se jih naredi, kakšnih 100 tudi na samem povratku. Čeprav nisem bil na nobenem 2000-aku, se mi je zdela tura vrhunska. Kakšna se vam je zdela? Vam zapišite v komentar, lahko tudi pokomentirate, kakšen je bil tale video, če je bil kaj drugačen od prejšnjih. Hvala, ker ste ga gledali do konca.